Letno obravnava 18 tisoč prometnih nesreč z različnimi posledicami. V samostojni Sloveniji je doslej na cestah umrlo skoraj 7800 oseb. Statistično gledano se število smrtnih žrtev na letni ravni v Sloveniji sicer zmanjšuje. Leta 2007 je življenje izgubilo 260 ljudi, letos pa so slovenske ceste do sredine novembra terjale 84 smrtnih žrtev. Vsako izgubljeno življenje na cesti je preveč. Tretjo nedeljo v novembru od leta 2007 obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Robert Štaba, ki je skoraj izgubil svojo hčer, ki jo je poškodoval pijani voznik, je ustanovil zavod Varna pot. Ob svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč je nekaj tisto, kar povezuje celoten svet. In to je, ko je nekdo nam podal informacijo, da je naš bližnji hudo poškodovan v prometni nesreči ali pa ga nikoli več ne bo. Danes so se na žalost polaganje venca ob spomeniku žrtvam prometnih nesreč spomnili na vse izgubljene duše, ki so preminile v prometnih nezgodah. Robert želi število prometnih nesreč znižati na nič in tudi, da bi Slovenija postala najbolj varna evropska ali celo svetovna država na področju varnosti v cestnem prometu. Ko me boste prepričali, da nimamo teh znanj, da nimamo te možnosti, potem bom prišel v globoko diskusijo z vami. Do takrat ostaja ta optimizem. Rešiti eno življenje pomeni rešiti cel svet, saj najhujše nesreče posežejo vsakdanja življenja članov, ki so izgubili osebe, ki so jim bile blizu. To še predobro ve Pija, ki je v prometni nesreči izgubila svojo sestro. Ja, žrtve prometnih nesreč niso samo tisti, ki so v nesreči izgubili življenje ali pa bili poškodovani. Okrog njih so ljudje, ki jih imajo radi, sorodniki, družina, znanci, prijatelji, sodelavci konec koncev in vsi ti so prizadeti. Ne smemo pozabiti na ta spregledani svet žrtev in teh je po svetu ogromno. In tudi ta dan je opomin tudi na te nevidne žrtve prometnih nesreč. Že znameniti francoski filozof Voltaire je zapisal, da nesreča prihaja na krilih in odhaja peš. Nesreča torej pride v trenutku, trpljenje, ki ga povzroča, pa odhaja počasi. Dokler enkrat nisi v tej situaciji, da bi jo doživel ti ali pa nekdo tvojih bližnjih, niti nimaš občutka, hvala Bogu, spregledamo te novice, gre mimo nas. Ampak enkrat, ko pa si na tem mestu, ko pridejo na dom policisti, na mesto osebe, ki bi se mogla vrniti, je pa to en velik opomin in jaz res želim, da vsi pomislijo ne samo nase, tudi na druge. Življenje pa se ne spremeni samo tistim, ki v nesrečah izgubijo življenje in njihovim bližnjim. Na drugi strani pride nekdo, ki tega svojega ruzaka, težav ne more odložiti nikjer. Lahko ga pa odloži na tem spomeniku in on je povzročitelj prometne nesreče. In ko se te dve nevtralni točki tukaj srečata in po 15 minutah, pol ure pogovora med njima doživiš in vidiš objem, je to nekaj največjega. In se mi zdi, da ljubezen in sprava je tisto, kar mi potrebujemo v življenju. Današnji svet je hiter, vsem se nekam mudi. Naj nas to ne pripravi, da bi vozili brezglavo, raztreseno, pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih substanc ali da bi prekomerno prekoračili hitrost.